Kdaj se vi odločate namesto drugih? Aleksandar tukaj. To današnje coaching vprašanje je za vse tiste, ki radi berete misli drugim. In danes v prodaji dostikrat ljudje rečejo, vse tega sigurno oni ne rabijo. Ali pa rečejo, vse oni nimajo denarja. To itak ni za njih. Zagotovo me bojo zavrnili. In podobno velja v številnih komunikacijah. Ko vi, brez da bi skomunicirali nekaj, naprej v svoji glavi preigrate nek scenarij in na podlagi tega scenarija se odločite namesto njih. In s tem, ko se odločite namesto njih, s tem, ko jim ne date niti možnosti, da izvejo, kaj imate za povedati, s tem, ko jih ne ponudite, s tem, ko jih ne vprašate, s tem, ko ne izveste, ali to, kar ste v vaši glavi, v vaši domišljiji skreirali, drži tudi za njih, s tem si onemogočite, da zveste resnico. In zapomnite si, če je danes 7 milijard ali pa 8 milijard ljudi, imamo 7 ali pa 8 milijard resnic, pogledov na svet, realnosti. In če vaš čudoviti skreira vašo resnico, ne nujno velja in drži, da je resnica ali pa realnost, ki jo je skreiral vaš čudoviti še za nekoga drugega, tudi drži. Zato vedno znova preverite, vprašajte, ponudite, navdihujte in se ne odločajte na podlagi vaših lastnih omejitev tudi za druge. Ker morda drugi nimajo omejitev, ki jih imate vi, in bi se lahko drugače odločili. Upam, da je to coaching vprašanje koristno. Prosim vas za kakšen like, za kakšen komentar, za delitev, kajti s tem mi pomagate, da pomagam večjemu številu ljudi. To je to. Napišite v komentarje, ja, Aleksandar, se strinjam, včasih, večkrat, vsakič znova se odločam namesto drugih, v mojem skreiram neko zgodbo in potem sploh ugotovim, da ni resnična. Ali pa na podlagi te zgodbe, ki sem si jo skreirala v mojem sem jezna, žalostna, razočarana, ali pa sem frustriran, razočaran, jezen in morda ta zgodba sploh ni resnična. Morda je v celoti to konstrukt mojega uma. Ne bom se odločal ali pa odločala več namesto drugih. Bom vprašala, bom ponudila, bom preverila, bom radovedna v iskanju drugačne resnice, drugačnega pogleda, kot je moj, in v vmesnem času, ko ne bom več gledala teh čudnih filmov, bom uživala, v čudovitem svetu, okolici, naravi, v čudovitem življenju. Če je to coaching vprašanje koristno, kliknite na like, komentirajte, všečkajte, delite, pomagajte mi pomagati še komu. Hvala, ker ste, in se vidimo kmalu na naslednjem coaching vprašanju. Zdaj pa všečkajte, delite, komentirajte.